Flora in Malotrič, vse prav lepo pozdravljam v prvi Kozmo epizodi v letu 2024. Res upam, da ste čudovito vstopili v novo leto, no tudi če niste, tudi če je bil januar mal naporen, nič zato, ker imam danes popolno gostjo, da mal razjasni, kaj se nam dogaja zdaj, kaj se nam bo dogajalo skozi vso leto 2024. Z nami je zopet gostja, ki smo jo lani že gostili na Kozmo podcastu in smo se potem skupaj odločili, ker je bila to ena izmed najbolj gledanih, poslušanih, komentiranih epizod, da jo letos znova povabimo in da se res navibriramo, da se nacentriramo za novo leto, da bo to najboljše in najbolj plodno leto do zdaj. Z nami je spet Tjaša Dorelaj. Živjo. Živjo, Flora. Kako si pa ti začela leto 2024? Z boleznijo. Tako kot pa v Sloveniji, Ja. tudi jaz. Manifestirala sem počasen začetek leta in se je tako potem manifestiralo, a ne? Ampak mi je dalo super priložnost, da res v leto vstopim v globokem stiku sama s seboj, kar je v bistvu tudi zelo pomembno, ne? Ker leto 2024 je osebno leto in nas vabi, da imamo več časa zase. Tako da sem potem vzela to bolezen kot eno tako super priložnost, da tudi jaz pogledam vase ob začetku tega leta. Odlično, evo se sem hotela, Ti da je pa tudi, prvo, a ne? sem hotela, da je prvo vprašanje, ok, Tjaša, za čisti začetek povej nam v enem stavku, kaj nas čaka. Čaka nas leto, ki nam bo v roke dalo povečevalno steklo, zato da res od blizu pogledamo v svoje življenje. Če smo v preteklosti še lahko ignorirali določene signale pa alarme življenja, zdaj ne moremo več tega početi, zato ker ti alarmi postajajo vedno večji in bodo tako, veš, od blizu, čisto zraven in bomo videli. In zakaj nam življenje tako od blizu da situacije? Zaradi tega, ker rabimo vanje pogledati in se vprašati, a to, kar počnem, je še vedno skladno z menoj, a sem samo navajena na to. Recimo, a sem v nekem odnosu samo zato, ker me je strah iti ven, ker ne vem, kako bi bila izven tega odnosa, a sem v njem zato, ker še vedno izbiram to osebo in želim biti v tem odnosu. Pa potem to velja za partnerske odnose, vse ostale, a ne odnose tudi, pa tudi za delo, za službo. A je ta poklic, ki ga izvajaš, točno na tak način, kot ga izvajaš, res skladen s teboj. In torej vse situacije, ki nam jih bo življenje prineslo od blizu za pogledati, nam jih prinese zato, da imamo priložnost se ponovno odločiti. Ja, ne. Mogoče ja, ampak malo drugače. A ne? Tako da res glavna energija je slediti vibracijski skladnosti, to, kar res čutiš v sebi, da je zate in kar je s teboj skladno, in se umakniti ven iz umske skladnosti. To je pa tisto, kar so nam starši rekli, da je prav, kar ti družba ves čas daje v program tvojih možganov. In v bistvu moramo iti ven iz tega, ker nismo srečni. Sama veš, da ko počneš nekaj, kar so ti drugi rekli, da bi bilo dobro, da počneš, ali pa takrat, ko res delaš nekaj, kar v tebi vre, a ne, ta strast, je življenje čisto drugačno. Ti se čisto drugače počutiš. In v bistvu življenje ne želi, da mi hodimo kot eni zombiji po svetu, razočarani, nesrečni. Življenje želi, da smo mi srečni, da smo izpolnjeni. Ampak samo mi sami sebi lahko damo to. Ko se prestavimo ven iz tega, kar je udobno, v to, kar smo navajeni, zato ker pač smo že 20 let v tej službi. In pogumno pogledamo, kaj si pa danes želim, kaj pa zdaj skladno z mano. Tako da to je leto, ko vabi, da smo pogumni, da vse to, kar nam bo pokazalo, da ne gledamo stran in kot noj tlačimo glavo v pesek, ne vidim tega, da to ne funkcionira, sej bo, potem rečemo, ne bo, nisi srečen. Daj si priznaj. Priznaj si, pa izberi to leto narediti nekaj drugače. Ja, lih prej smo se pogovarjali, preden so se kamere pržgale. Tjaša namreč vsako leto napiše novo knjigo za prihodnje leto in jaz sem si jo naročila in december sem imela res noro pester in takoj, ko je prišla, sem zbolela. Tako da sem dobila takoj priložnost, da grem globoko vanjo, da jo res preberem, da si zasidram te energije. Ja. Že lani smo ogromno govorili o tvoji prejšnji knjigi, ki je bila na temo odnosov. In dejansko vsi, ki jih poznam, so imeli takšne in drugačne transformacije na tem področju. Tako da greva še malo globje v knjigo, če smo že začeli na to temo. No, Kaj nas še čaka, poleg tega, da bomo mogli globoko pogledati vase, kot sem rekla, evo, jaz sem takoj dobila priložnost, da sem malo reflektirala prejšnje leto, pa kot smo rekli, pol Slovenije je tudi očitno, da smo videli, kaj je še skladno z nami in kaj ne, tako da smo res imeli čas za novoletne, za obljube, za reflektiranje leta.
Kaj pa je še, ne vem, recimo, kaj nas še čaka, kakšne priložnosti, morda izzive nam še prinese naslednje leto, oziroma to leto. Skozi govorim še naslednje, ko sem še ravno smo vstopili van. V bistvu glavna energija, vsako leto, zakaj jaz vsako leto skanaliziram novo knjigo? Ravno zaradi tega, ker vsako leto nas določena vrsta energije obišče in podpre. Podpre nas zato, da mi v življenju naredimo korak naprej. In letošnje leto 2024, nas v bistvu želi prestaviti ven iz naših starih programov. Ko smo se rodili, sabo smo tako ali tako kot duša prinesli iz svojih preteklih življenj določene programe in potem, ko smo se rodili, smo prišli v družino, ki ti je nezavedno dajala druge programe, družba, odraščaš, svet ti daje programe in naši možgani so polni nekih pravil. To je prav, to ni prav, to je prav, to ni prav. Kot šahovnica, belo-črno. In v bistvu mi pa nismo šahovnica, mi smo pa mavrica. Tebi je toliko več barv, kot ti jih življenje kaže. In potem na neki točki ugotoviš, da nisi srečen. Zakaj? Zaradi tega, ker ti ne raziskuješ svojih notranjih barv. Ti ne raziskuješ, kdo vse ti si, ampak živiš po pravilih črno-belo, to, kar so ti od zunaj rekli. In leto 2024 ti bo pokazalo, da je v tebi veliko več kot to, kar si ti mislil, da si. Torej nam bo dalo priložnost, da reprogramiramo svoj Najlažje bo pa do tega prišlo tako, da tebi nekaj ne bo šlo. Ti boš prišel do točke, ko nekaj ne bo šlo na stari način, kot si ti navajen. Mogoče si vedno navajen, recimo, veliko delati, pa zboliš, pa ravno takrat, ko greš na dopust, ampak pa se sestavaš in potem spet veliko delaš in potem spet zboliš, potem spet veliko delaš. In zdaj ti bo življenje reklo, a ti vidiš tale svoj vzorc, tale svoj program, zakaj vedno zboliš potem, ko greš na dopust, ko si končno oddahneš, pa marsikdo to doživi, tudi sama sem taka. Ja, mogoče pa to, da delam toliko in ne upoštevam vsega mojega cikla in nihanja mojih energij, ni v redu. Torej, a imam jaz kakšen program, ki je pripet na to, da sem vredna samo, ko sem uspešna, samo takrat, ko imam veliko denarja, samo takrat, ko, veliko ljudi prebere mojo knjigo. In v bistvu nam bo dalo leto priložnost, da gremo globoko vase. Da, ko boš gledal vase, da ne ostaneš na površju. Zato je eden od nasvetov, ki ga dajem, veliko časa v tem letu preživi sam s seboj. Kaj delamo? Ja, na telefon gremo, pa potem pa scrollaš po Instagramu. Ne, dej letos si navadi, da vsak dan vzameš si 10 minut, samo leži, pojdi na sprehod, brez podcasta v ušesih. Super, da poslušamo podcaste, ampak najdi si tudi trenutek v dnevu, ko ni nič. Zakaj se izogibamo temu? Zato, ker takrat pa potem mi slišimo sebe. Takrat pa potem mi čutimo vse to, kar se noter dogaja, ker načeloma hočemo z vsemi temi navadami poriniti dol. Zakaj toliko alkohola? Zakaj ves čas kava? Zakaj toliko drugih drog? Zakaj sladkor? Zaradi tega, ker mi nočemo čutiti to, kar je notri. In torej, letos dej vse to stran. Dej umakni telefon malo večkrat, dej malo manj čokoladic pojej, umakni vse te takšne in drugačne drogice, ki ti dajejo v bistvu fokus na ven in se obrni navznoter. Kaj ti šele takrat, ko se ti malo očistiš, ko se ti malo pomiriš, začneš slišati, kaj vse je tukaj v meni. Začneš čutiti samega sebe. In mogoče ti kaj ne bo všeč. Najverjetneje, da ti kaj ne bo všeč. A zato je, ko boš ugotovila, je res rabim narediti spremembo v svoji službi. Pa ne vem kako, nočem tega videti. Ampak dovoli si to, dovoli si ostati s temi občutki, kajti za temi občutki bo prišla jasnost, kaj zdaj narediti, kaj je naslednji korak. In v bistvu leto ima moč, da nam da v roke to povečevalno steklo, zato da mi vidimo, zato da se v bistvu dobesedno spregledamo, kako smo živeli na avtopilotu, pa tega sploh nismo opazili, in da prepoznamo svoje programe. Zakaj se tako postavljam na glavo za vse moje poslovne projekte? A ne verjamem, da sem vredna v lahkotnosti sprejeti? Zakaj mi je težko postaviti ceno za moje delo, recimo? Zakaj vedno rečem ja, čeprav mi je v bistvu bolj iskreno odgovor ne? Zakaj jaz osvajam moške, namesto da jaz dovolim, da moški mene osvojijo? Razne. Zakaj kot mamica stalno se na 10.000 koščkov dajem, pozabljam nase, a sem vredna samo takrat, kadar sem koristna nekomu. Skratka, naši notranji programi bodo prišli na površje in če jih bomo dovolili slišati in videti, jih bomo imeli moč tudi sprostiti. Zdaj si toliko enih stvari povedala, da greva kar po vrsti. Kar mi je zelo zanimivo v zadnjem letu, ko smo mi dve lani snemali na začetku leta podcast,
je bila spiritualnost v Sloveniji tudi že kar razširjena, se mi zdi vedno globje prodirala med ljudi. Zdaj v tem zadnjem letu se mi pa zdi, da če prej niso ljudje vedeli, kaj je to manifestacija, zdaj večina je vsaj že slišala za to, tako da se stvar širi. Se pa širi tudi ta novodobna spiritualnost v smislu te neke droge za spreminjanje zavesti. Tega se mi zdi, da je zdaj res ogromno. Ti si omenila, kako ljudje radi bežimo in v kavo, v sladkor, v telefon, ki je tudi droga, v neko druženje, ki v bistvu mogoče sploh ni takrat, ko ga res želiš, ampak samo zato, da se zamotaš. Se mi zdi, da res najtežje je začeti, če nisi navajen biti sam. Kaj pa recimo ti meniš o teh drogah, o spreminjanju zavesti? A te res lahko povežejo? Kako je s tem? Kaj tega je zdaj res ogromno? Ja, v bistvu vsaka stvar te pripelje do nekje. Tudi psihadelične droge te pripeljejo do neke stopnje zavedanja, ki je zagotovo večje od tega, ki ga imamo v nekem tem mentalnem svetu. Sama osebno sem tudi to že poskusila, ampak tega ne prakticiram redno, zaradi tega, ker sem ugotovila, da s svojo metodo pridem še eno stopnjo više. In potem se mi zdi škoda v bistvu iti to pot, če grem lahko mimo tega in še eno nadstropje više. Zdaj, če nekako tako ponazoriva, mi imamo 7 teles, poleg fizičnega, katerega se vsi zavedamo, čustveno vsi vemo, da imaš določena čustva in te premetava včasih sem in tja. Potem je pa naše mentalno telo, tukaj so naši programi, naša pravila, vse to, kar je prav in kaj ni prav. In zatem šele sledi energijsko telo. In večina ljudi se zaveda teh prvih teles. Fizično, čustveno, mentalno, energijsko. Mi pa lahko skozi razne duhovne prakse pridemo še do višjih teles. Zatem sledi astralno telo, kjer je v bistvu naša duša, naša pretekla življenja, cel ta zapis. Potem je celestialno telo, kjer so naši duhovni vodniki, kjer je ta univerzalna zavest, ki jo recimo jaz kanaliziram. In zadnje je telo manifestacije. Tam se pa v bistvu dogaja samo manifestacija in tam v bistvu je samo svetloba, je tam naša jedrna zvezda, iz kjer mi izhajamo. In zdaj, psihadeliki te pripeljajo do astralnega telesa, kar pomeni, da se ti v tem nivoju lahko premikaš sem in tja in ti doživljaš, kar je vse tvoja duša že doživela, za nazaj, za naprej, vzporedna življenja. Vse to, kar je na nivoju astrala. Zame osebno je to zanimivo, ampak še raje grem pa eno nadstropje više. To je pa celestial. Zakaj? Ker tam pa ni samo nivo duše, ampak je nivo celotnega stvarstva. Vse, kar obstaja, torej nad nivoji, ki so še višji od dušnega nivoja. In torej nekdo, ki recimo kanalizira se povezuje z dušo umrlega, se bo povezal z astralnim nivojem, zato ker tam so te informacije. Nekdo, ki bo šel v neko psihadelično izkušnjo, bo tudi lahko samo do astrala prišel in zagotovo bo za njega to noro, zaradi tega, ker bo več od tega spodnjega, kar on sicer doživlja. Meni je pa v bistvu interes iti eno nadstropje više v celestial, kjer imaš pa dobesedno paketke informacij in ti lahko v njih vstopiš, imaš prav tako izkušnjo v videu, v viziji, vse se ti sestavi in jasne odgovore, ki so še širši in še bolj natančni, kot jih lahko recimo neka psihadelična izkušnja da. Zdaj, vsekakor, ko te povabi neka izkušnja, si jo v življenju moraš dati. Jaz si rečem, če tebe povabi, da greš, skočiti dol iz padala, dej si to, zate je lahko to duhovna izkušnja, ti lahko skozi to marsikaj ozavestiš in se tebi stvari sestavijo. V vsaki izkušnji je neka koda, ki nas bo aktivirala. In zato vsekakor spodbujam, najdi svojo metodo, najdi tisto, kar tebe pokliče, ampak dajmo ne pretiravati. Vsaka stvar naj bo mindful, naj bo pač prisotno, čuječno, zavedanjem, da se spet ne izgubimo. Ker kaj potem naredimo? Ja, potem nehaš recimo sladkor jesti, ali pa nehaš kaditi, potem se pa vržeš v raziskovanje psihadeliko in se samo tam vrtiš. Spet si v neki odvisnosti. In je zelo pomembno, dajmo si izkušnje. Tudi sama, zakaj sem šla recimo sama na izkušnjo ayahuaske, ravno zaradi tega, ker sem rekla, rabim imeti izkušnjo, zato da bom ljudem lahko povedala, do kam prideš. In je bila čudovita izkušnja zame, ampak jaz vem, da z mojim kanaliziranjem in z mojimi duhovnimi izkušnjami, ki sem jih imela skozi celestial, se mi odprejo še toliko večje dimenzije, da meni v bistvu zdaj to niti ni več toliko interesantno. Smo pa ljudje na različnih točkah v življenju, v različnih stopnjah zavedanja, nekdo potrebuje to, nekdo potrebuje tisto in jaz vedno spoštujem čisto vsako duhovno prakso, rečem posamezniku, sledi sebi, spet pojdi ven iz umske skladnosti, to, kar so ti rekli, da je prav, pojdi v vibracijsko skladnost, kaj je s teboj skladno in pač si daj to izkušnjo.
Ja, na nek način je malo bližnica, ne? Če hočeš priti do nekih višjih nivojev. Zato se pa ljudje, kot poslušam radio, ujamejo v to, da pol grejo, 10-krat na ayahuasco vsako leto, pa tako, ker rabiš dlje časa, da sam prideš do nekih višjih nivojev. Poglej, recimo sladkor. Ti vzameš sladkor, ko si čustvena, ko se ne počutiš dobro, ko nekaj predeluješ, pa nimaš nekega zavedanja, kako to predelati. In potem greš in vzameš čokoladico. Za kratek čas tebi tista čokoladica da zadovoljitev, ti se počutiš dobro, ampak kaj za tem pride? Buf, ti padeš nazaj dol. In torej, kaj jaz vidim, da je problem? Problem je v tem, ker ljudje vstopajo brez zavedanja, brez neke duhovne podlage v te izkušnje in potem si dajo doživetje, ampak potem, ko to popusti, ko pridejo v realnost, oni ne znajo teh energij prizemljiti, oni ne znajo te jasnosti nekako zintegrirati v svoje življenje. In potem iščemo spet nek ekstrem in ves čas čokoladica, druga ta, druga una, druga tretja, zato da se stalno hajpamo v ta občutek. Zato je meni recimo fascinantna izkušnja meditacije. Zaradi tega, ker ko ti sebe navadiš vsakodnevno na meditacijo, sploh recimo jaz obožujem kanalizirane meditacije, se ti postopoma in počasi navadiš na ta nivo zavedanja. In ti se postopoma navadiš, da so tvoji možgani v tem stanju. In ti po korakih začneš dobivati uvide. Se pravi, tebi ne butne gor v prvi meditaciji vse, kar rabiš vedeti o svojih vseh preteklih življenjih, pa o tem odnosu, pa o tisti situaciji, pa o poslovni poti. Ne, tebi postopoma te meditacija pelje v to, da ti se naučiš te energije držati. In potem greš ti lahko še globje. Ali pa kot orgazem, ti lahko 10 minut seksaš, pa dobiš orgazem, lahko pa si vzameš 1 uro za spolni odnos. In kakšen bo takrat orgazem? Drugačen bo, zato ker si ti gradil, ker si ti svoje telo na to pripravil. In v bistvu to so vse duhovne energije. In mi se moramo naučiti držati energijo. Tako da jaz nisem za te bližnjice, zaradi tega, ker je vedno potem padeš dol in potem si še bolj zmeden in potem se daš v odvisnost, zaradi tega, ker se sam v svojem življenju ne znaš dati v ta nivo, da teče, da lahkotno manifestiraš. Zato je recimo, se mi zdi, neka praksa, ki je vsakodnevna in postopoma tebe odpira, veliko bolj tudi produktivno potem za življenje. Ja, jaz zdaj že skoraj 2 leti vsak dan meditiram in to je tako lepo, mislim, tako čist ene druge vrste mirnost pride v tvoje življenje, pa recimo premagovanje stresa je ful lažje, tako nekako kar malo bolj zaupaš v življenje in v njegov tok. A bi pol rekla, da bi meditacija lahko pomagala pri raznih odvisnostih, pri stiku sam s sabo? Absolutno. Zakaj mi vstopamo v odvisnosti? Zaradi tega, ker nimamo stika sami s sabo, ker se bojimo videti to, kar je notri. In čisto vse odvisnosti, ne glede na to, kaj je tvoja odvisnost, tudi odvisnost od odnosov, recimo, da greš iz enega partnerskega odnosa v drugi partnerski odnos, je v bistvu bežanje od tega, da bi sebe videl. In zato letošnje leto dejansko bo, ko ti bo pokazalo od blizu, te vabi, daj bodi pogumen, pa ne id zdaj v svojo odvisnost, poglej, kaj ti kaže. In torej vse odvisnosti se lahko rešijo, če je oseba pogumna, da gre raziskati, zakaj se je odvisnost začela. Se pravi, kateri program imaš v sebi, da te poriva v to izbiro. Zaradi tega, ker ti to izbiraš, ker nočeš videti enega dela sebe, ene svoje potrebe, ki je tam. In na koncu je potreba vseh ljudi, da bi sami sebi dali ljubezen. Ker vse, kar v življenju počnemo, vse, ker iščemo ljubezen. In v bistvu, če bi ti že v štartu dal sebi ljubezen in bi bila vsaka izbira, ki jo v življenju narediš zaradi tvoje ljubezni do tebe, potem bi veliko manj te ljubezni iskal zunaj. In velikokrat tudi v odnosih iščemo, da nam druga oseba nekaj da in potem smo konstantno razočarani, pomalo pa pomalo, in to se potem ta zamera nabira, in potem enkrat butne ven. Kaj bi pa bilo, če bi mi v odnose prihajali v stiku sami s sabo, polni, s polno stekleničko, jaz sem zase že poskrbela, zdaj pa pridem v ta odnos, si midve lahko veliko več izmenjava in jaz ne dajem v tvoje roke te odgovornosti, da moraš ti mene danes na tem podcastu srečiti. Zato, ker sem že sama prišla srečna in mi je ta interakcija potem samo doprinos že moji osnovni vibraciji. Torej, če se vrnem nazaj k tvojemu prvotnemu vprašanju, vsaka odvisnost je v bistvu obliž na rano, ki jo nismo pozdravili. In torej je potrebno pogledati od blizu in leto v to vabi, poglej od blizu, pojdi globoko in boš videl, zakaj je ta rana nastala in tam sebi daš ljubezen.
Sprogramirali so nas, da najdeš svojo drugo polovico, svojo boljšo polovico. A ne? V bistvu pa moramo priti dve celoti skupaj in potem iti v isto smer. Ja, jaz odnose vidim kot dva kroga. To je ena oseba, to je druga oseba. In ko ne da prideta skupaj, v bistvu gre samo za prekrivnost. Se prekrijeta in določen del je prekrivno. Se pravi, določene stvari si bova izmenjala, ampak določene stvari so pa še vedno moje pa tvoje. Mi pa zaradi neke nesamozavesti in prvič, ker nismo sami celi, hočemo kar popolno prekrivnost in misliš, da boš ti svojemu partnerju vse. Ne moreš mu biti vse, zaradi tega, ker on je tako celovito bitje, mogoče ima kakšna zanimanja, ki tebe ne zanimajo. In potem gremo tukaj preko sebe in to je spet ta mentalna skladnost, a ne v nasprotju z vibracijsko. Recimo, da moj partner rad hodi v hribe, sama pa nisem takšna in mene to ne zanima. Zdaj jaz lahko začnem hoditi v hribe, pa si dam to izkušnjo, pa potem ugotovim, vsake toliko časa bi šla, ne bi šla pa zdaj vsak vikend. In je zdravo, da rečem, pojdi ti sam v hribe oziroma s tvojo družbo, jaz bom pa danes knjigo brala, zato ker je to skladno z mano. Če pa jaz nisem pomirjena, bom pa posod hotla z njimi, zato ker jaz nisem pomirjena in bo on slabe volje, ker bo mene tam gledal, ker sem tečna, jaz bom slabe volje, ker moram riniti v hrib, in bo katastrofa. In to je samo en primer, kje gremo mi preko sebe, zato ker mislimo, to je ljubezen do druge osebe. Ne. Zadaj je strah. In v bistvu, kaj se dogaja trenutno na planetu, je, da gremo iz 3. dimenzije, ki je strah, v 5. dimenzijo, ki je ljubezen in jasnost. In zdaj, če bom jaz stvari v življenju delala zato, ker me je strah, ne morem nič drugega skreirati, kot samo še več strahu. Če sem v službi, ki jo imam samo zato, da plačujem položnice, potem jaz ne bom izpolnjena. Če imam pa pogum, pa sledim svoji ljubezni, kaj mene res prižiga, potem se bojo potem stvari odprle. Logično, zaradi tega, ker energija podpira tvojo ekspanzijo in življenje želi, da si srečen. Absolutno. Ja, je pa zelo, zelo zahtevno skočiti. Mogoče imaš najprej, recimo jaz, ko sem skočila na svojo pot in šla čist za svojimi stvarmi in obrnila življenje za 180 stopinj, sem imela najprej ful začetniške sreče. Vse se je manifestiralo, ja. Pa en tak velik šamar, po domače povedan, ko je bilo pa tako, ok, zdaj boš pa mogla malo razmisliti, kaj si delala prej narobe, kaj si delala prav, kdo si ti, kaj si želiš, kam greš. Tako da mogoče se ustrašimo ravno tega skoka, ker je, ne vem, scary. A veš, kaj bi tukaj rekla? Ti si imela eno vizijo, ali pa vsaka oseba, ko skoči, ima neko vizijo in z te energije skoči, potem pa pristane in takrat se moramo ponovno vprašati, kaj pa zdaj? Kaj pa tukaj na tej točki vidim, da je moj naslednji korak? Ker ti velikokrat gremo z neko začetno vizijo in potem mi to furamo do konca, tudi če, ko smo že v zgodbi, v izkušnji, ugotovimo, čakaj, to mi pa ni več skladno. Tukaj bi malo drugače. In v bistvu ves čas se moraš, sploh ko si na svoji poti, poslovni poti, se moraš ves čas spraševati, ok, kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj želim? Vedno se lahko premislimo. Oziroma malce course correct, se reče, malce drugače postaviti, In takrat, ko bomo sledili temu, kaj je zdaj z mano vibracijsko skladno, mogoče takrat, ko sem skočila na to pot, nisem tega čutila, zdaj pa to čutim, bomo srečni, bomo zadovoljni, zaradi tega, ker bomo vedno sledili temu, kar je v danem trenutku z nami skladno. Točno to. Ja, se mi zdi, da kako pa recimo prepoznaš, ti imaš tudi eno lepo poglavje, izbire, ki so umske in izbire, ki so s tabo res srčno skladne. Ja, to vnotri v knjigi piše. V bistvu izbire, ki so z nami skladne, nas bodo vedno povečale. Občutek bo, kot da nam dajo več svobode, boljše se počutimo, več ljubezni. Energijska ekspanzija se zgodi, ko ti vstopiš v nekaj, kar je s teboj skladno. Vsaka ženska, ki je že kdaj bila na kakšnem zmenku, ve, kako to je. Greš na zmenek in ob nekem moškem čutiš, da si lahko ti odpreš se, veseliš se, lepo se imaš. Odprete njegova energija. Oziroma, vajna kombinacija energij je skladna. Potem greš pa kdaj na kakšen zmenek, kjer je kot da bi nekdo na šmer papir takole delu in ne steče, pa je lahko na papirju bolj čudovit kot tisti prvi, ampak enostavno energijsko nista kompatibilna. In potem si mi rečemo, ne, se ima dobro službo, ima dober avto, delaš, ima dobro družbo, in greš iz nekih mentalnih zgodb, ker mu daš še eno šanso. In potem se že navežeš, in potem ti je pa že malo več vredno, ampak hkrati pa ti potlačeš dol, da ta občutek, ki ti je na začetku povedal, v bistvu je bil tam, pa ga nisi poslušala. In potem tako ljudje gredo in se poročijo in imajo otroke in 20 let kasneje ugotovijo, Ojoj. čekaj,
spomni se, nismo pa toliko zavedni, da bi takrat, ko se dogaja situacija, se poslušali, ker moški hoče navdušiti, on mora njo osvojiti, ona hoče biti lepa, pa vsa dobra, da bo všečna, da bo dobila ljubezen in igramo, in zato sploh ne čutimo, kaj je z nami res skladno. Pač se gre za oba spola, velja. Vsi potrebujemo iti ven iz tega, kar na papirju dobro zgleda, in iz tega, kar smo mogoče celo življenje mislili, da si želimo, v to, kako se pa to čuti. Ker ko si v neki situaciji, ki s tabo ni skladna, se počutiš, kot da imaš kepo, zapirate, ne počutiš se telesno v redu. Ne gre za mental, za gre za telo, kako se ti na telesni ravni počutiš. In če je telo pomirjeno, odprto, srečno in si, to je s teboj skladno. Če ti pa takole dela in si ves zakrčen in ko greš od tam, imaš občutek, da si 10 kil dobil, potem to ni s teboj skladno. Je pa tukaj še en trik, Mi smo na določene stvari navajeni. Recimo, če se vrnemo nazaj na sladkor. Naše telo je navajeno na sladkor. In zato se tebi zdi, se meni sladkor paše, si ga želim. Ampak neka stvar, na katero smo mi navajeni in imamo čustveno in energijsko, eterično navezanost na neko odnos ali na neko situacijo, službo recimo, včasih zamegli, meglo naredi okrog tega, je to res z nami skladno. Zato, ker imamo toliko teže že na to postavljene. Ker veš, da moraš plačati položnice. Zato, ker veš, da so ljudje odvisni od tebe ali pa pričakujejo, da boš ti svoje delo dobro naredil. In potem spet najdeš mentalne razloge, zakaj ti to more biti top izbira. Ampak jaz vsakogar povabim, ko si sam doma, potušam, daj sam sebi priznaj. Ne rabiš na glas povedati. Sam sebi priznaj, a veš, da mi ni všeč ta služba. Ni skladno to z mano. Sam dovolj biti samem v sebi toliko iskren, ker če ne bomo s sabo iskreni, s kom bomo? Zato je recimo praksa pisanja dnevnika za marsikoga dobra praksa. Zato, ker tam si upa izraziti nekaj, kar si na glas ne upa povedati. En kolega mi je enkrat rekel, da so mu ukradli računalnik, pa noter v torbi je imel svoj dnevnik in je rekel, me je bilo vse za računalnik, saj kvače kdo, ki me pozna, prebere moj dnevnik. Ja, smo se toliko nasmejali. Ampak poglej, kakšno bi bilo življenje, če bi imeli v vseh odnosih takšno svobodo in suverenost, da vse to, kar mi sebi povemo, bi mi bili pripravljeni povedati v odnosu. Kakšna vibracijska golota je potem to? Kako lahko šele takrat se odklene potem božansko partnerstvo, pa pravi prijateljski odnos? Zato, ker te človek vidi, ker ne rabiš mask in v bistvu potem hrpenimo. Ja. Čisto ena druga vrsta ljubezni se mi zdi, tudi neka druga vrsta povezanosti se zgodi v takih primerih. Ja. Sam se mi pa zdi, da smo ljudje zelo, zelo težko sami. To opažam na splošno. Mogoče globi, ko greš vase, pa to ti postane lažje, pa se vedno rajši sam s sabo, ampak generalno gledano se mi pa še vse zdi, da ful radi bežimo. Ne samo v sladkor in ostale stvari, ampak tudi v odnose. Ja, zaradi tega, ker takrat potem daš fokus na drugo osebo in ti ta oseba postane projekt. Ja. Pa ne bo to partner, ne bo to otroci, tudi mamice rade to naredijo. Da je potem otrok projekt in kje je ona, kdo je ona, In v bistvu moramo nekako spodbujati v družbi to zavedanje, da vedno smo najprej mi, vsak sam seboj. Ker kakorkoli grozno se te sliši, Flora, na koncu imaš samo sebe. Ja, sej vem. In v bistvu, če ne znaš biti sam s seboj in se samega sebe imeti rad, potem boš ves čas hotel, da drugi so tam zate na točno takšen način, kot si ti zamisliš. Tako da tukaj moramo odrastati kot družba in začne se pri vsakem posamezniku, vsak, ki posluša zdaj ta podcast, da vse to, kar sva povedali, da integrira, da naredi korak pa korak, malo premika in da naslednjič, ko bo pred neko izbiro, pa ne bo to izbira, a gremo danes ven na sprehod, a bomo gledali film, da se res vprašaš, kaj pa meni danes ustreza. Morda si ravno pred menstruacijo in ti ni, da bi hodila na hrib. Pa pojdi pa pogledaj dober film. Pa kaj pa, če je sonce zunaj? Kolikokrat si rečemo, dobro vreme je, moram izkoristiti. Čakaj, kaj pa je s tabo skladno, ne kaj se spodobi, da ti danes narediš. Točno. Vse se mi zdi, da te telo na neki točki prsili. Jaz sem videla pri sebi na začetku leta, tudi ti si omenila mi, da imava zelo podobno, obe ful radi delava, obe imava sto front odprtih naenkrat, ti še več. In se mi zdi, da prav, kakor si rekla, to leto bo pa tako ne, zdaj pa premisel, zdaj pa sebe na prvo mesto, pa ne sebično, ampak to je dejansko osnova. To je ljubezen. Ja. To je ljubezen. Ja, in sem prav videla, ker sem tako zbolela, ker že dolgo ne na začetku leta,
da sem mogla malo premisliti. In pol, ko sem bila že skoraj v redu, prej recimo bi šla na eno druženje, ki je ena prijateljica praznovala rojstni dan, pa sem se tako zares vprašala, Flora, kaj ti danes več pomeni in kaj bo na dolgi rok boljš zate. In sem bila tako, na dolgi rok bo boljš zame, da danes lepo pod dekco berem knjigo in spočijem svoj glas do konca, da pol lahko začnem 100% dajati sebe spet. Ja. Ali drugim, ali v poslu, ali kakorkoli. Tako da to se mi zdi, da je najtežja stvar, da si priznaš, da si nekaj želiš, ampak pol vidiš, a pa si res? Ja, pa da smo sočutni tudi do naših prijateljev in ljudi okoli nas, da ko nam oni odpovejo neko srečanje, da rečemo v redu, pojdi s tem, kar je s teboj vibracijsko skladno. Ja. Jaz sem recimo opazila, da moje prijateljice so bile čisto šokirane, ko so skenslale recimo neko srečanje ali pa nekaj, sem jaz rekla v redu, poskrbi zase. A ja, ne boš nič užaljena. Ne, sledi temu, kar je s teboj skladno. In v bistvu moramo ne samo to, da si vzamemo to, da poskrbimo zase, ampak da tudi kot drugi poskrbi zase in mogoče ne gre s tem, kar smo si mi zamislili, da rečemo, če imaš nekoga res rad, mu želiš dobro, mu daješ svobodo, ga ne vežeš nase. Tudi če gre udari ob tvoj program. Evo spet, ko nam nekaj ne bo letos všeč, pomeni, da je situacija udarila ob naš program. V glavi je paketek informacij. To mora biti tako. In zdaj, če recimo, mi dve se zmeniva, da se dobiva in potem zadnji trenutek ti skenslaš. In če imam jaz program, ona je zdaj skenslala in to pomeni, da ona mene nima rada in to pomeni, da v bistvu ona ni moja dobra prijateljica, ker če bi bila in dajmo to opaziti. Kaj se zgodi, ko nam nekaj ni všeč? Kako se v meni zgodi val enih misli, ko ti nekaj narediš, kar je drugače, kot sem jaz mislila. Ali pa recimo, ne vem, je rekla ena ženska, že toliko časa sva v zvezi, pa me še vedno ni predstavil doma. In je to velika rana. Zato, ker si ona verjetno naredila v glavi celo zgodbo. To pomeni, da me nima rad, to pomeni, da mogoče ne vidim prihodnosti z mano, Mogoče pa samo preprosto ve, da je njegova družina pač zahtevna in išče pravi trenutek, da naredi to povezavo. Ali pa preprosto sploh ni razmišljal o tem, samo ni čutil že, da bi to naredil. In v bistvu kolikokrat mi analiziramo delovanje druge osebe in se čist damo noter v to, kaj je mislil, kaj ni mislil, kaj bo zdaj to pomenil. Namesto da bi šli vase, kaj pa to v meni spodbudil, kateri del mene je to zdaj ziritiral in a jaz lahko zdaj to gledanje na ven obrnem navznoter, kar je energija leta, obrni navznoter, poglej z ogledalcem, ne od blizu, jaz imam ta program, da mogoče nisem dovolj in me je zdaj strah, da nisem dovolj, zato ker me on ni povabil nekam. Ali pa je nekdo nekaj odpovedal. In v bistvu tja je treba pogledati, da ugotovimo na koncu dneva, da ne glede na to, kako izgleda tvoje telo, koliko imaš denarja, kaj počneš v življenju, kam te ljudje povabijo ali kam te ne povabijo, nima veze, ker na koncu ti si ti in ti si cel paket. In ti si vreden samo zato, ker si. In rabimo prijeti v to. I'm enough, dovolj sem. Pa zanimivo je, saj jaz tako opažam, da takrat, ko res čist spustiš, se pa zgodi. Ja, zato ker ni več upora. Ker si toliko časa želiš, pa si pa tako, vseeno mi je, in pol pride. Ker daš energijo vase. To se zelo dobro kaže, recimo, ko hočeš se zaljubiti, hočeš najti pravo osebo za sebe. Hodiš na zmenke, hočeš. In ta energija je intenzivna in to ljudje začutijo. Ker hočeš. Nič narobe, želi si to, ampak ti zabavaj se ob tem. Ravno sama zdaj hodim aktivno na zmenke in imam ravno to izkušnjo, da se učim biti lahkotna v tem, pa se mi samo fajn spoznavati ljudi in uživati v tem. Ne rabim biti v hotenju, ampak jaz sem še vedno, jaz sama sebe polnim. Jaz skrbim za moj odnos do sebe, kajti ko sem jaz polna, pol osebe lahko začuti to in reče, to mi je všeč. Spet je ta vibracijska skladnost, umska skladnost. Cilj. Ne, kaj pa če samo se imaš lepo, pa skrbiš, da je s tabo vibracijsko skladna situacija. Ja, se šele, kad daš vse maske dol, pa si pač to, kar si lahko sploh prave ljudi privlačeš. To sem jaz videla pri sebi v zadnjem letu, ker eni novi ljudje, pravi ljudje pridajo, ti pomagajo, tako, ker si res kolej, pač tak sem, sprejmite me ali pa ne, pa tisto, kar tako odpade, ni bilo za tebe, Samo včasih je težko to sprejeti, sploh na začetku. Ampak imaš pa eno to lepo poglavje v knjigi in ki se ravno zdaj vrtiva v zadnjih minutah okrog ljubezni. Kaj je prava ljubezen, je naslov poglavja. Kaj je?
Ljubezen veliko krat zamenjujemo za to hormonsko navdušenje nad nekom. Ne? Nekdo nam je všeč, nam postane vroče in recimo v romantičnem smislu. Ima lastnosti, ki so nam visoko na listi prioritet. In mi mislimo, da to, da nekdo je z nami umsko skladen in da nam nekdo zadogaja, po domače povedano, da je to ljubezen. Ampak vsak starš bo vedel, da ko je prvič svojega otroka prijel v roke, pa mu ta otrok nič ni dal še nazaj, pa mu nikoli še ni povedal, da ga ima rad, pa še nič mu ni dal, ampak je samo bil, da je začutil globoko ljubezen. In zakaj ob otrocih lahko čutimo globoko ljubezen? Zaradi tega, ker oni nič ne dajo, oni nič ne dosegajo, oni nič nočejo, oni samo obstajajo, oni samo so. Preprosto so. In največja rana za vse nas je, ker mi si želimo, da bi nas imeli ljudje radi samo zato, ker mi smo. Ne zato, ker dobro izgledaš, zato, ker si dobro nekaj naredil, ne zato, ker nekomu neko potrebo zadovoljiš. Da ni pogoja. In v bistvu brezpogojna ljubezen je, ko osebo vidiš za to, kdor ona resnično je, in jo vzameš kot tako in jo sprejmeš v svobodi. In hkrati samemu sebi daš to dovoljenje, da si ti cel, da si ti svoboden, da vse barve, ta mavrica, o kateri smo na začetku govorili, nismo šahovnica črno-belo, jaz sem vse barve, da vse barve prineseš na mizo in rečeš, le to sem jaz. In si ti dovoliš te barve živeti. In ta svoboda, da si to, kdor si, v svoji zavesti in da to prineseš v odnos, je v bistvu ljubezen. In to je tisto, kar iščemo. Premikamo se ven iz pogojne ljubezni. Če narediš to, potem si vreden. Recimo, si dobro pisala matematiko v šoli in potem so ti rekli, bravo, pridna, si dobila tortico na koncu šolskega leta, ker si bila pridna v šoli. In mi se že od majhnega učimo, če naredim pravilno, potem dobim tortico. Če naredim pravilno, me bo oči pohvalil. Se pravi, moram nekaj narediti, zato da nekaj dobim. In se naučimo pogojne ljubezni. Ampak realno mi smo že dovolj in mi smo že celi in mi smo že ljubezen in ne potrebujemo biti takšni in drugačni. In to je eno programiranje, ki ga bomo tudi v tem letu v bistvu mojstrili, da daš dol vse te nalepke, ker vse te vloge, mama, oče, partner, hčera, žena, ne vem, šefica, zaposleni, nima veze. Dej stran vse to in poglej, kdo si ti. Ti kot duša, ti kot bitje in prinesi to tudi na svoje delovno mesto. In to je v bistvu velika potreba vseh nas, da ko smo vibracijsko goli, to pomeni, da ko smo celi v nekem odnosu, da smo sprejeti takšni. In v bistvu to je prava ljubezen, da ti samega sebe sprejmeš takšnega, kot si, in da drugo osebo, ko prinese to svojo vibracijsko goloto v odnos, da jo tudi sprejmeš, tudi če ne odnese smeti dol, pa tudi če ona ne postelje, pa tudi če otrok ne pospravi svoje sobe. In v bistvu, ko smo otroka dobili v roke, vsak starš bo vedel, že samo čista iskra življenja je dovolj, da ti čutiš ljubezen. In zdaj smo odrasli, ampak mi še vedno nosimo to iskro življenja in smo že dovolj. In v bistvu skozi to, da si dovoliš biti cel, sam sabo in z drugimi, ti odpiraš prostor za to ljubezen. In ne bo te pa vsak bil sposoben ljubiti brezpogojno. Če nekdo samega sebe ne vidi celega, če nekdo samemu sebi zakriva dele sebe, ker misli, da ni dovolj, bo težko tebe ljubil brezpogojno. In to ni nič narobe s tabo, to nič ne pove o tvoji vrednosti, če te nekdo ne more brezpogojno ljubiti. Ne, da te ne more, ampak na tisti točki še ni toliko v stiku sam s sabo, da bi on sebe lahko brezpogojno sprejemal, da bi lahko potem to razširil tudi v odnos do tebe. Ja, se mi zdi, sploh ženske imamo s tem problem. Vse dela, ampak še vedno ni to, še vedno ne gre. Hkrati pa težko vidimo to, da ti imaš lahko nekoga rad dostopnega, ker imaš rad samega sebe. Tako. In to, kad to enkrat res dojameš, pol tudi tako bivše gledaš, si tako vesel za njih in sprejmeš tako, kaj je, ker si tako, wow, jaz sem njega imela res rada in prvoščem mu, da je on zdaj srečen, ker pač ni bilo skladno. In tako
To je tako težko. To je, ker najprej greš tako v jezo, potem greš, mogoče greš v pogrešanje. Tako izmenjavajo se bolj energije, ko recimo prebolevaš. Ampak tako na koncu pa vidiš, če si ti imel nekoga res rad, tudi prijateljski odnosi, ki se enkrat razidejo, ok, pač smo v drugih sferah, smo v drugih obdobjih življenja, nikoli ne veš, a se te poti kdaj spet stkejo. Ampak tako, ta brezpogojna ljubezen se mi zdi, da razen do otroka je tako težka stvar. A veš, kaj jaz mislim, ne? Da včasih želimo poriniti osebo ven iz svojega srca, zaradi tega, ker ni več del našega življenja. Ampak ravno samo zdaj v svojem zasebnem življenju ugotavljam, ko imaš nekoga res globoko rad, to je večna ljubezen. In ker brezpogojna ljubezen je brez pogoja, tudi brez prostora, brez časa. Kar pomeni, da ko imaš nekoga res rad, to ostane. In tudi, če ti izbiraš druge odnose in ti doživljaš življenje skozi marsikateri odnos, prave te brezpogojne ljubezni, to so izkušnje, ki ostanejo v srcu zavedno. In si v bistvu naredimo škodo, če mi poskušamo to poriniti stran, ker mislimo, ko bom pa nehala čutiti ljubezen do njega, bom pa prebolela. Zakaj bi sploh mislili, da ljubezen lahko mine? Ljubezen ne more miniti, zato ker ljubezen je. In to je samo energija, ki stalno teče. In v bistvu tudi, velikokrat misliš, mi ni dal ljubezni. A si jo ti sprejela? A si ti sprejela tok njegove energije proti tebi? In v bistvu tudi na tem mestu se moramo vprašati, če imamo občutek, da nimamo v življenju dovolj ljubezni ali pa neke vira ljubezni, ki ga mi želimo. Prvič, poglej, koliko različnih virov ljubezen že sama po sebi teče proti tebi. Imaš doma kužka, hišnega ljubljenčka. Vsakič, ko prideš domov, on pride s to, repak miga, ti da ljubezen. Ampak ti pa hočeš od točno določene osebe. In torej prvo je najprej razširi to sploh, od kje posod ljubezen teče. Sprejemanje. Da vidiš, da ljubezni je ogromna. Ljubezni nikoli ne zmanjka. Gre pa za to, da ti jo lahko spet iščeš pod pogojem. In tam pa na tak način pa tako. Torej, virov ljubezni je neskončno mnogo, ker ti si ljubezen, ti si ogledalo ljubezni in kamorkoli boš prišel, ljubezen bo prišla k tebi in vsi so ljubezen, tudi ljudje, ki delajo kakšne traparije, tudi v njih je ljubezen, Zdaj pa koliko so oni v stiku s sabo, je pa drugo vprašanje. In torej, naslednja stvar, ki sem jo pa želela povedati, je pa to, a ni to nek blagoslov, da lahko čutimo to ljubezen. Tudi če se je odnos že zaključil in če so poti šle drugam. Ljubezen ti je darilo, da ti je pokazano bilo, da si lahko sploh tako globoko čutil. In velikokrat se zataknemo potem v tem, ali bom sploh še kdaj to čutila. Ampak ta ljubezen, ki si jo čutila, je tvoja ljubezen. Ti si odprla ta prostor v srcu. Torej, absolutno boš lahko čutila toliko, pa še globje, ker zdaj si že imela to izkušnjo. In vsakič lahko ljubimo globje. Zato, ker mi v sebi odpiramo ta prostor. Tako da, če se za vse ženske in moške tam zunaj, ki se sprašujejo, ali bom še našel kdaj tako ljubezen, lahko še globjo in še večjo. Ampak, ko boš dojel, da ni šlo za osebo nasproti tebe, ta oseba ti je pomagala zaktivirati to. Ampak v bistvu je to ljubezen, ki si jo čutil, je tvoja. Torej je v tebi in jo lahko kadarkoli zaktiviraš. Seveda mora biti pa spet vibracijska skladnost, da gremo za umsko in tako. To si pa tako lepo povedala, da bom mogoče kar tukaj zaključila. Spet bi lahko rekla, da lahko govoriva še 3 dni. Ampak očitno pride pa mogoče še part 3 v naslednji knjigi. To, da nikoli ne veš. In ko smo ravno pri knjigi, s Tjašo smo se odločili, da jo bova tudi podarili. Podarili jo bova pa tako, da v komentar na YouTubu zapišeš, kaj ti je najbolj ostalo v spominu v tej epizodi, kaj se te je najbolj dotaknilo, oziroma karkoli lepega lahko napišeš komentar. Ne bom zbirčna, nekoga bom izžrebala čez, rečemo, 2 tedna, se pravi, izide zadnji torek v mesecu, se pravi, 2. torek v februarju bo knjiga izžrebana, to bom tudi objavila. Tako da, Tjaša, res hvala, da si bila najprej pripravljena podariti knjigo, potem, da si prišla danes kljub svojemu urniku, da si spet toliko enih lepih jasnosti delila z nami. Jaz zelo priporočam poslušanje tudi prve epizode, ki smo jo imeli s Tjašo lani, ker to greva pa mogoče še malo bolj v manifestacijo, v obilje, v nekak ta prvoten stik sama s sabo, kako si ga zgradiš. Tako da tudi tista epizoda je spet čist drugačna, tako kot je njena prejšnja knjiga bila čist drugačna.
Pa seveda ti zelo priporočam tudi, če nisi izžreban za knjigo, da si jo kupiš, prebereš. Že samo branje ti marsikaj aktivira, kaj še lepo vsebina. Tako da, Tjaša, hvala ti. Hvala lepa, Flora. Zelo sem uživala. Tudi jaz s tabo vedno, mi bi lahko govorili v nedogled, brezčasni prostor ustvarjava. Ampak ne bova zelo varčevali z vašim časom, ker kot smo se danes naučili, pojte rajš brez podcasta, po tem podcastu še na sprehod v naravo. Ja. Najdete stik sami s sabo, tako da mi dve ne bova vzeli preveč časa. Glih prav, točno tako. Hvala za poslušanje in se vidimo spet prihodnji mesec.